Čau, Alenka tukaj, kako ste? Tega videa danes se jaz res veselim in upam, da še vi z mano, ker sem že govorila o tem in sicer današnji video bo nekaj res posebenega. Ne samo zato, ker bojo noter vaše zgodbe, že dolg časa nazaj ste mi poslali ogromno zgodb. Hvala vsem, ampak zbrala sem 5 najboljših, najbolj srhljivih, najbolj resničnih. Vse se dogaja v Sloveniji, ker to je bil predpogoj, tako da je še bolj srhljivo. Ampak najbolj pomembna stvar, najbolj srhljiva stvar v tem videu pa je to, da sem imela možnost sodelovati, ni to srhljivo, ampak možnost sem imela sodelovati z enim sound designerjem, z enim sound producerjem, kakorkoli bi že to rekla. V glavnem, Tomaž Pritekl, upam, da sem to prav izgovorila. Spodaj boste imeli link na njegovo spletno stran, kaj on ustvarja, na kakšnih projektih dela. Bistvo tega videa je opcija, da boste vi sploh slišali to, kar morate slišati, da boste slišali sploh, zakaj sva se midva s Tomažem toliko trudila, kaj sva vložila v ta video, zato morate ta moment nehati gledati video, prekiniti in vzeti slušalke. Vzemite jih staršem, vzemite jih fantu, punci, najte jih to v starih telefonov, zihar jih imate nekje, vzemite slušalke, dajte jih v računalnik, v laptop in poslušajte naprej na slušalke od tega momenta dalje. Prva zgodba, napisala mi jo je Katja. To je bila moja prva paranormalna izkušnja, ki se jih spominjam, kot bi bilo včeraj in je ne bom nikoli pozabila. Hodila sem v osnovno šolo, katerega leta je bilo točno ne vem, ker se ne spomnim, kateri razred sem takrat obiskovala. Imeli smo šolski izlet. Če se ne motim, nekje na Dolenjskem. Ko smo se vračali nazaj skozi Celje, smo se ustavili v rimski nekropoli v Šempetru, pri Celju. Naj povem, da sem bila v tistem obdobju neznansko nezainteresirana za vse I get you girl, kar je bilo povezano z zgodovino in tako dalje. Sploh nisem točno vedela, kaj gremo gledati, poslušati, sem pa že takoj, ko sem stopila z avtobusa, začutila eno čudno energijo, odpor, brez razloga. 3 razredi skupaj smo se podali skozi vhod od te rimske nekropole. Na pogled spominja kot mlajši park, trava in spomeniki. Predtem vsi nemirni, neposlušni, tukaj se je vse spremenilo. Stali smo pri miru in pridno poslušali, so poslušali, sama sem bila z mislimi čisto nekje drugje in komaj čakala, da se predavanje konča, da bomo lahko šli domov. Postavila sem se v zadnjo vrsto, da ne bi bilo preveč očitno, da ne poslušam. Vsi so pridno poslušali, kot bi bili hipnotizirani, nihče se ni obračal, pogovarjal, šepetal. No in sedaj pride na vrsto bistvo te zgodbe. Med dolgočasnim stanjem pri miru sem v nekem trenutku začutila na moji levi rami nekaj, kar ni bil dotik rok. Težko opišem kaj in se v tistem trenutku, ki mi je očitno nevidna sila z vso močjo povlekla iz leve strani nazaj, komaj sem lovila ravnotežje, da nisem padla na hrbet. Gledam sošolce oziroma sošolke, če bi bil kdo od njih, vendar ne. Nikogar ni bilo za mano, nikogar. Ni me zaneslo, kot se nam to včasih zgodi. To je bilo nekaj drugega, neka slaba energija, ki me je že od začetka odvračala od tega kraja. Šele nekaj let nazaj sem šla pogooglati o tem kraju. Nisem zasledila, da bi kdo imel kakšno paranormalno izkušnjo. Več let sem imela po tem dogodku odpor do Šempetra. Druga zgodba. V glavnem, bilo je 2 leti nazaj, ko smo se starši preselili na podeželje. Vselili smo se v hišo na vrhu hriba. Hiša stoji tu že od leta 1900, lastnika pa sta bila mož in žena, ki sta nam jo prodala, ko je žena zbolela za rakom. Poleg te hiše pa je stala stara kmetija, o kateri sta nam bivša lastnika povedala, da jo je gradil nek kmet, ki je potem kar naenkrat izginil neko noč in od takrat ni nihče stopil blizu te hiše. Ta kmetija zdaj razpada že veliko let in je od nje ostala le ruševine, v kateri so ljudje pravili, da straši. In res, neko jutro malo zatem, ko smo se vselili, sem šla mimo te hiše in v ruševinah je bila stara, polomljena luč, ki je začela utripati. Seveda sem se v tistem trenutku prestrašila in zbežala. Naslednji dan pa sva se s sestro odločili, da bova preverili, kaj se res dogaja. Šli sva pogledat
Najprej okoli ruševin, te hišno številko, ki je bila brez prask. In ko smo preverili na internetu, če ta številka obstaja, je pisalo, da obstaja že od leta 1889 in da nima lastnika. Zato sva se vrnili nazaj k ruševini. V njo si nisva upala stopiti, ampak ko sva pogledala vanjo, je bila nedotaknjena in v istem trenutku, ko sva se obrnili stran, je en sod vina padel na tla. Lahko da je bilo naključje, ampak tako čudnih stvari ne znam razložiti. Edina razlaga, ki si jo predstavljam, je, da je res nekaj v teh ruševinah in da hoče to sporočiti, kajti še danes slišimo čudne zvoke iz nje. Potem je ta punca dodala še, da kadarkoli hodijo mimo teh ruševin, še vedno slišijo res nenavadne zvoke. Mogoče meni osebno najljubša. Vse skupaj je bilo kakšno leto nazaj. Bila sem domače okoli, v Šmarju pri Jelšah. In blizu enega gozda sem čakala strica, da bi prišel po mene in bi skupaj šla. In ker je tam izredno prometna cesta, je en povozil mačjega mladička. Sklonila sem se in gledala, če je že mrtev. Potem sem za seboj zaslišala korake. Mlad moški v vojaških oblačilih in s torbo na rami me je vprašal, če je to moj maček. In sem mu rekla, da ni. Potem pa me je vprašal, če vem, kako bi se lahko prišlo v New Orleans. Meni se takrat nekaj ni zdelo okej. In vprašala sem ga, s kom in kako bo šel tja, pa je rekel, da peš, brez avta. Malo me je presenetilo, čeprav je bil vojak, Ljubljana je kar daleč. Bilo je par trenutkov tišine in potem mi je rekel, da je že navajen hoditi, kot so hodili v Vietnamu. Takrat mi je pa že bilo izredno neprijetno, kako v Vietnamu, če pa je izgledal 30. Pa sem ga vprašala, od kod je prišel, kje je bil v vojni, v vojski, pa mi je rekel, da je iz Vietnama. Vedela sem, da je bila vojna v 60 letih. Pa sem si mislila, okej, je pač nekaj še tam. Ampak bolj, ko sem razmišljala, bolj mi je bilo čudno. Iz Vietnama, Američan, prišel v Slovenijo in zdaj sprašuje, kako in kam, da pride domov. Potem sem si dala slušalke v ušesa, tako kot morate vi zdajle imeti, in upala, da ne bo več nič govoril. Pa ni bila minuta, ko je spet začel. Takrat o tem, kako hitro napreduje tehnologija. Jaz sem mu samo govorila in gledala v tisto povoženo mačko. Malo je bil spet tiho, potem pa je začel s tem, kako so ga ustrelili. Takrat nisem nič razmišljala in tako je rekla, kam pa? Kam so te ustrelili? Ja, v glavo, mi je rekel nazaj. Par sekund sem ga gledala in gledala, kam bi ga v glavo ustrelili. Čisto vreden bil. Meni pa res ni bilo okej in sem šla naprej tistih nekaj metrov in ko sem se obrnila, sem ga videla. Cel je bil krvav. Imel je prerezano vrv okoli vratu in res je bil streljen. Izpod brade pa do levega očesa je imel odprto. Ne bom pozabila, kako me je gledal in mi pomahal. Se je cigareto, to sem še zadnji videla v tistem trenutku, potem nisem več gledala v tisto smer in ko je stric prišel, ga nisem več videla. Še dodatek, tam izredno veliko živali mrtvih, pa ni tako zelo prometno, v bistvu je 10 avtov v eni uri, ker ni veliko in veliko ljudi je že videlo nekega vojaka tam hoditi. Nekateri mislijo, da je lovec, ker je tako oblečen, drugi, da imajo vojaki urjenje, ampak vedno je sam in vedno je na isti strani ceste. Jaz iskreno mislim, da je bilo nekaj, kar ga drži tam. Nekaj je, on je tam. Sem se ga dotaknila, ko sem mu kazala, kje je Ljubljana, pa roko sem mu dala, gledala v oči. Prav spomnim se ga, kakšen je bil, halucinacije nikoli niso take, nikoli resnične, ne more se jih dotakniti, njega sem se pa lahko in to preden se je bolezen razvila. To me je res prestrašilo. Od prijateljice sin je tudi nekaj videl, pokazal in rekel, glej tistega strica. Ne vem, če ga je še kdo videl tako, kot sem ga jaz, ampak nekaj in nekdo je tam zagotovo. Četrta zgodba. Bilo je marca, se mi zdi, in en večer smo šli jaz, moj fant in še 2 prijatelja na Vrhniko z avtom. Eden od prijateljev živi na Vrhniki, ostali pa smo doma v bližnji okolici. Malo smo se vozili po Vrhniki in se zabavali, potem pa smo dobili idejo in šli do izvira Ljubljanice. V bližini izvira je tudi star hotel, ki je zdaj med mladimi znan kot Kurban House. Od tam smo šli naprej, še malo naprej in hoteli na dvorišču neke hiše v Brniti. Hiša je bila postavljena ob hribu, zraven hiše pa so v skalo vgrajena vrata. Vrata so narejena iz črne rešetke,
kot tista, ki ponavadi vodijo na dvorišče kake hiše. Kakšen meter za vrati je stena, na steni pa križ, če se prav spomnim. Mojega fanta je zanimalo, kaj to je, in šli smo bližje, potem pa nam je prijatelj, ki živi na Vrhniki, začel težiti, da gremo. Vsi smo ga začudeno pogledali, česa ga je tako strah, on pa je začel razlagati, da so vrata včasih odprta, včasih pa zaprta. Nihče ne ve, zakaj ali kako se to dogaja, saj jih nihče ne odpira niti zapira. Takrat je postalo strah tudi mene in prijateljico. Mojemu fantu smo vsi začeli vpiti, naj gremo stran, in komaj smo ga prepričali, da smo obrnili in se vrnili na glavno cesto. Ne vem, kaj je s tistimi vrati ali zakaj so tam. Tega nihče od nas ne ve. Vem pa, da me je postalo takrat zelo, zelo strah in sem si želela čim prej domov. Čeprav je bilo marca in je bilo takrat še vedno precej mrzlo, je v bližini tistih vrat postalo še bolj mrzlo. Še vedno me zmrzi, če na ta dogodek samo pomislim. Še zadnja zgodba. Hojla, nekaj še preden povem, preden mislite, da je tole izmišljotina, ni. Kraj Krmel, brez posebne zgodovine. Datum 29. januar 2018 na 30. januar 2018. Še danes ne razumem. Jaz kot jaz, neustrašna. Ne verjamem v duhove, ne v karkoli, česar prej ne vidim. Same with me. S prijateljico sva želeli gledati grozljivko. Ker je prespala pri meni, sva si jo lahko ob 11. zvečer pogledali. Gledali sva Ouija. Nato sva želeli igrati to igro. Takrat še ni bilo tvojega videa, Alenka. Jaz sem preverila na internetu, kako, do česa tako pride, kakšna nevarnost. Prebrala sem veliko stvari, ampak najbolj se mi je vtisnilo v spomin, to ni igra za otroke. A vseeno, nisem verjela v te bedarije, sicer pa, kako naj bi to delovalo? Ouija ploščo smo narisali na papir, tistega stekelca pa nismo imele. Tako da smo nekako z roko oblikovali in dali na mesto tistega steklenca takšno malo povečevalno steklo. V glavnem, jaz sem bila prepričana, da to ne bo nič, a vendarle smo poskušale in poskušale. Potem sem gledala čez povečevalno steklo, vse je bilo temno, razen za mojo prijateljico nekaj svetlega, podobnega žarku svetlobe. Nisem delala panike, ker je lahko pač sveča, ki smo jo imeli prižgano tam, namesto luči nekako, ni važno. Isto je odsevalo tudi ogledalo na omari. Prijateljici nisem želela povedati, ker bi takoj spustila hišo v zrak od vsega njenega strahu. Torej sem ostala tiho in ji rekla, da ne vidim nič. Spali smo v isti sobi, kot sva prej igrali Ouija. Ko sva ugasnili svečo, sem pričakovala, da bo odsev ogledalo izginil, a je ostal tam. Zdaj sem morala povedati prijateljici. Razložila sem ji, da mi to prej ni bilo pomembno, da zdaj, ko pa ni nobene svetlobe več v sobi in da zrcalo vseeno to odseva, začeli so me napadati mravljinci in začela sem se tresti. V bistvu sem samo čakala, da bo od nekje pritekla mala punčka v beli oblekci. Grozljivke. Tole je nekaj drugega. Prebedeli sva noč. Proti jutru je izginil, ko je prva solza sonca zdrknila v sobo, ga ni bilo več. A zvečer spet. Zdaj sem bila sama. Bilo je težje, vzela sem svojo odejo in šla v dnevno sobo. Spala sem na kavču. Nažalost nisem mogla spati tam vsako noč, zato sem se morala privaditi. Staršem nisem rekla nič, verjetno mi ne bi verjela. Tisti žarek je ostal v moji sobi. Kmalu zatem so mi prenovili sobo. Prebelili so stene in dobila sem tudi novo pohištvo, pisalno mizo, posteljo, komodo in omaro z ogledalom. Z novim ogledalom. Spet sem si mislila, ampak začuda, v novi sobi žarka ni bilo več. Ni mi bilo jasno kako, zakaj je izginil, le ni ga bilo več. Meni so te vaše zgodbe res, wow, toliko ste se potrudili, toliko so dobre. Hvala vsakmu posebej. Jaz upam, da ste vi toliko uživali, kakor jaz uživam samo v branju tega. Tako da, z največjim veseljem naredimo part 2, part 3, ne vem, karkoli že, če bo Tomaž še vedno hotel sodelovati. Upam, da ste uživali, to je to za ta video, radi se imejte, se vidimo naslednjič. Aj, čau, ma!